Ja, lepo pozdravljeni ponovno v Sladki akademiji. Danes bomo napisali zgodovino, ne hecam se. Tole, kar bomo danes naredili, tole je fantastično, najbolj slavnostno in pravzaprav eno izmed najbolj zahtevnih sladic. No, veliko potrpljenja rabi, bolj kot tehnik, pa tudi tehnik je kar nekaj. Krokenbuš bomo naredili. Krokenbuš, če ga slučajno ne poznate, je strah in trepet enega izmed bolj znanih kuharskih resničnostnih šovov. In v bistvu je res kar zahtevna zadeva. Jaz sem že kar utrujen, ker tole sem delal 8 ur, pa sploh ni tako velika zadeva. Lejte, 8 ur, ajde, no, še snemo sem domest, tako da če bi ga sam delal, bi mogoče bil v 5 narejen. Torej, sestavljeno je iz profiterolov, ki jih namočimo v karamelo, polnjen je s čudovito čokoladno kremo. To, kar vidite pa vse okoli, je pa karamela v obliki laskov. Tako da dajmo ga kar pripraviti. Še prej pa dajmo enega poskusiti, pa pejte malo sem. Tele lušni profiterolčki mehni, nafiljeni z vsem dobrim. Kot čev ga daroče na usta. Skratka, krokenbuš, idealna zadeva za praznike in na vsako slavnostno obloženo mizo. Zdaj pa pejte z menoj in pogledajte, kako se tole 10. čudo sveta pripravi. Najprej pripravimo kremo, s katero bomo napolnili profiterole. V lonec vlijemo mleko, dodamo strok vanilije, kateremu smo odstranili semena in začnemo segrevati. Vmes pa ločimo jajca na rumenjake ter beljake. K rumenjakom sedaj primešamo sladkor, dodamo še škrob ter ščepec soli in z metlico vse premešamo, da dobimo gosto pasto. Vmes se nam je mleko že segrelo, vzamemo eno večjo zajemalko, ga počasi vlivamo k rumenjakom in ves čas mešamo. S tem bomo temperirali rumenjake. Ko imamo rumenjake temperirane, jih zlijemo v vroče mleko, zdaj pa tole mešamo in kuhamo na srednjem ognju, jaz imam na 4,5, toliko, da se krema pokuha. Krema je kuhana, ko vanjo pomočimo hrbtno stran žlice in takole potegnemo s prstom. Če ostane sled, je pripravljena. Zdaj pa v še vročo kremo postopoma dodajamo maslo. Ko je maslo v celoti umešano, vzamemo temno čokolado, jo nadrobimo in umešamo v kremo. Vse skupaj dobro premešamo, pokrijemo s folijo in prestavimo na hladno. Zdaj je čas, da pripravimo paljeno testo za profiterole. V vrčku imam že 125 ml vode, kateri bom primešal 125 ml mleka. Potem bomo pa tole segreli skupaj 120 g masla v loncu in nadaljujemo z moko in ostalimi zadevami. Mleko ter vodo vlijemo v lonec in pričnemo počasi segrevati. Dodamo še na koščke narezano maslo. Še žlico sladkorja bomo dodali k mleku ter maslu in pa nekaj malega soli. Tole premešamo, segrejemo in počakamo, da se maslo stopi. Vmes pa ločeno presejemo moko in to moko stresemo kar direktno v lonec. Sedaj pričnemo mešati. Ko dodamo moko, vzamemo lonec z ognja in dobro z metlico vmešamo, tako da ni več nobenih grudic. Nato pa damo nazaj na ogenj, levo, desno, kdo si to zmišljujem. Damo nazaj na ogenj, damo nekje na 1 trojko, 2, tako res nizek ogenj in tole kuhamo in mešamo toliko časa, da moramo pokuhati namreč nekaj vlage ven iz testa za paljeno testo. Rezultat je pa takšen, da ko se nam testo več ne prijema na dno posode in pušča mogoče čisto malce sledi za seboj, takrat načeloma ga odstavimo in malce ohladimo, potem pa dodamo jajca. Testo za profiterole oziroma paljeno testo je pripravljeno, ko takole prične odstopati od dna posode.
Ko imamo testo, paljeno testo skuhano, ga prestavimo v večjo skledo, tako da se nam hitreje sledi in ga pustimo par minut, tako da je še toplo na dotik, ampak ne sme pa biti vroče, kajti zdaj bomo noter umešali jajca. Jajca dodajamo postopoma, fino je, da si jih prej razžvrekljate, lahko pa tudi ne, jaz si jih rad, ker se mi zdi, da tako lažje umešam. Se pravi, dodamo nekaj malega jajce, kot eno jajce, mešamo toliko časa, da se vse skupaj poveže in potem nadaljujemo s preostalimi jajci. Korak za korakom sedaj umešavamo jajca k testu. Preden dodamo novo porcijo jajc, se morajo ta v celoti povezati v testo. Takole približno izgleda testo, ko je pripravljeno. Torej, ne sme biti več grudic in ko damo takole lopatko, pada takole v takih cofih. Je to prava beseda? V cofih. Jaz bom kar rekel cofih. Pomembno pri tem testu je, da ga ne gnetemo, oziroma da ga ne gnetemo, da ga ne mešamo preveč, ker se lahko zgodi, da škrob absorbira preveč tekočine. Recimo, če ga date v mešalnik, kar sem že jaz tudi naredil, in ga preveč zavrtel, tole testo, boste dobili tekoče testo in to je problem. To ne bo delovalo, zato pač bodite nežni, ko mešate in zdaj segrajemo pečico, pa nabrizgamo profiterole. Na pekač obložen s papirjem za peko nabrizgamo 2 do 3 cm velike kroge in jih damo vsaj 3 cm narazen. Profiterolčki so zdaj nabrizgani, pečica je segreta na 200 stopinj Celzija. Damo noter, pečemo najprej 15 minut na 200, potem zmanjšamo temperaturo na 180 in še 8 do 10 minut. Pa pomembno je, da vmes ne odpiramo pečice, ker ne smemo ven spustiti pare, saj ta poskrbi za to, da profiteroli res lepo zrastejo. No, tudi to se zgodi med peko, ko ste preveč navdušeni, ko vam uspejo profiterolčki. Poglejte, kako so luštni, fini, majhni in tole bomo počakali, da se ohladi, potem jih pa napolnimo z našo kremo. Sedaj pa k ohlajeni čokoladni kremi primešamo še kislo smetano. Zdaj, ko so profiteroli ohlajeni, krema je hladna in čudovita, ne jo preveč pojesti, vzamemo nož in takole na dnu profiterolov naredimo X zarezo, da bomo lahko skozi njo napolnili profiterole z nastavkom, ki ga imamo že gor na brizgalni vrečki in ga boste videli vsak trenutek. Jaz si tole naredimo naprej, pol jih pa enega za drugim brizgam, kot po tekočem traku. Na dno vsakega profiterola naredimo zarezo, skozi katero bomo lažje nabrizgali našo čokoladno kremo. Profiteroli so napolnjeni, tu pa tam je kakšen, sploh ti, ko mogoče malce takole počijo, če jih preveč napolnite, se zna zgodi, da bodo tudi profiteroli počili in bo krema ven pricurljala, nič hudega, take pač pojemo. Ja, vem. Zdaj pa dajmo narediti karamelo, v katero bomo pomočili kapice profiterolov in gremo še tako kombuš. V lonec stresemo sladkor in mu prilijemo nekaj malega vode. Naredili bomo namreč karamelo s pomočjo vode, saj tako lažje kontroliramo karamelo. Kuhamo jo na srednjem ognju in ko postane zlatorjave barve, jo prelijemo v drugo posodo, v kateri bomo lažje namakali profiterole. Zdaj pa zelo previdno, profiterol primemo čisto pri dnu in ga namočimo samo pri vrhu v karamelo. Res bodimo previdni, zato ker je karamela zelo, zelo vroča. Ko imajo profiteroli na vrhu karamelo, jih postavimo na papir za peko in počakamo, da se karamela strdi. S karamelo je treba res zelo previdno delati. Zdaj, ko imamo vse ohlajene in pokrite s karamelo, jih začnemo zlagati. Tukaj je pomembno, da si načrtujemo. Jaz jih bom zložil, profiterolo imam nekaj čez 50, tako da bom začel z 9, pa jih bom dal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in na vrhu še zvezda. Zlagali bomo pa takole, da jih namočimo najprej od strani s karamelo in potem takole enega ob drugega po konci, pa držimo pesti. Vmes pripravimo še eno karamelo, manjšo porcijo tokrat, s katero bomo sestavljali krokenbuš. Sedaj pa takole robove profiterolov namočimo v karamelo in jih postavimo na tortni podstavek. Malce držimo toliko, da se karamela strdi in da ohrani obliko.
Zdaj pa pričnemo z zlaganjem krokenbuša. Ko postavljamo profiterole enega na drugega, vedno namočimo karamelo tako na spodnji rob, kot tudi na stranski rob, s katerim se dotika sosednjega profiterola. Tako bo imel stolp kar se da čim boljšo trdnost. Na koncu pa, če želite, lahko še takole pripravite karamelne laske med dva lonca z vilicami, hitro potegamo levo in desno, tako da dobimo karamelne laske, ki jih postavimo na krokenbuš. Ma ni čudovit. Želim vam vesele praznike in dober tek.